Neurja se pojavlja vsak dan, ponekod tudi toča. Kako je z letalsko obrambo na mariborskem območju? Torej, letalska obramba na mariborskem območju je v polne pripravljenosti, vendar ne moremo delati, ker še nimamo ministerske pogodbe, ki je sicer v pogajanju, in pa seveda tudi še vse lokalne skupnosti niso podpisale pogodbo. Če bi vsaj te podpisale pogodbo, bi danes že delali. Kako veliko območje branite in ali je ta obramba sploh učinkovita? No, branimo območje 2900 kvadratnih kilometrov, to se pravi od avstrijske meje po Muri do hrvaške meje in čez Pohorje nazaj. Obramba je po našem mišljenju sigurno učinkovita, vse drugače je v ostalih zahodnih deželah, ker imajo isti problem s točo, ne bi delali. Pravite, da je problem sofinanciranje. Zanima me, koliko sicer stane letalska obramba na sezono pred točo? No, ekonomska cena enega letala je nekaj čez 600 tisoč evrov, vendar mi zberemo borih 170 tisoč evrov. Vse ostalo dajo člani letalskega centra tej družbi in pa ljudem, ki živijo na tem področju za svojim prostovoljnim delom. Pa je zato letalska obramba pred točo kaj slabša? Ne, letalska obramba ni nič manj učinkovita, saj se tudi tujci, ki imajo več izkušenj, tudi včasih pri nas kaj naučijo. Torej, vi še vedno čakate na tleh, ampak zagotavljate, da ste pripravljeni? Seveda, pripravljeni smo in upam, da bomo naslednji teden, če bodo pogajanja v tem tednu z ministrstvom uspešna, tudi začeli aktivno braniti pred točo.